Gospa Azra, prej smo že načeli tematiko vašega raziskovanja zvestobe, nezvestobe, varanja. Z veliko ženskami ste se pogovarjali. Kakšni so izsledki, če vas tako povprašam? Pravzaprav mislim, da je ženska skozi tisočletja trpela ta ponižujoči občutek, da ona ni smela. Ker če je ženska prevarala recimo svojega moža, ona je bila obsojena na smrt, vzemite metaforično. Lejana Karenino, isto. Tako je, tako. Ona je bila grešnica. Moškim pa je to bilo naloženo kot en sestavni del njegove moškosti. Skozi zgodovino so vsi lahko, kdor je bil pri denarju, od kraljev, plemstvo celo, do meščanov bogatih imeli ljubice, ki so jih vzdrževali. Moški so nekako dajali si za pravico, da zaradi njihove biološke, psihološke in intelektualne strukture imajo pravico ločevati ženo od ljubice, torej ljubezen od seksa. Ženska tega nikoli ni mogla razumeti, ker ni imela iste pravice. Čutila se je pa ponižana, čutila se je v bistvu, ker je rodila 5, 6, 10 ali ne vem koliko že otrok, postarana, izkoriščena, ker od življenja itak nič ni imela, razen da je bila zgarana v fizičnem smislu in zlorabljena kot neka tovarna za rojevanje otrok. Prvo, drugo, bila je v bistvu ponižena tudi, da se je prodajala v zakon. Starši so se zakon do 100 let nazaj ali pa 50 so bili dogovorjene zveze. Se pravi, non-stop je ženska bila v položaju objekta, predmeta, s katerim se je tržilo, ki ni imel pravice glasu, ni imel pravico razmišljati, ampak samo ubogati. In ne daj Bog, da ni ubogala. Da pa je prevarala moža, v bistvu zaslužila si je smrt. V literaturi, v praksi, zakonom določeno, v cerkvi, evo poglejte, cerkev 500 let nazaj, čarovnice in ostalo, dol smo v muslimanski cel svet, Bog ne daje svojega Boga, ki se mu reče moški prevarati. Torej, ta neenakopravni položaj moškega kot Boga, ki absoluta, ki vse lahko sme, in ženska, ki nič ne sme, in se je nabiral, in nad kom se je pač, prvo ni se mogla osebnostno razviti, trpela in vsa ta bolečina skozi tisočletja je nekako prišla podedovana v mlade generacije. In se uskladiščila, ne? In se uskladiščila. In zdaj nastane problem. Mlada ženska ima svojo službo, ima svojo fakulteto, ima svoje delo. Govorimo spet o tistem promilu razvitih držav, da se mi razumemo, o kakšnem procentu sveta govorimo. In ona pričakuje, da jo bo njen moški ljubil večno in da ji bo zvest. Ta ženska ni prebrala kralja, ki je naredil romantično ljubezen, ki je abdiciral, pa si poročil s to Valisovo. Tako, kajti ona je imela svoje ljubimce, kljub tej veliki ljubezni. Tole ženske pričakuje moderne dobe, da je romantična ljubezen, on me bo ljubil celo življenje, zvest mi bo in tako naprej. Pa razvajal me bo. Tako, in tukaj pač prihaja do zelo velikih travm, kajti ženska se ne zaveda, da ni več vprašanje, a bo on meni zvest, ker nikoli pač ni bil zvest. Ne moreš pričakovati nekaj, kar se v zgodovini ni zgodilo, da se zdaj zgodi. Ampak bitno je, da ženska ima enakopraven status. Da tudi ženska ima to pravico? Ne. Ženska, ki enkrat začuti, da moški prevara, sigurno to ne odpusti, zato oni tako strašno to skrivajo in prisegajo na vse, da niso in ne vem kaj. Ampak za mene, zdaj psihološko, analitično gledano, to se dogaja pač v mladih zakonih in ene ženske so užaljene, jokajo, trpijo, odselijo se, ločujejo se. Jaz recimo mislim, da je to lahko čudovit nov začetek. Če se dva krasno razumete v določeno fazo let, zgradita sigurno nek globok odnos, ki je spočet bil že na ljubezni. In jaz mislim, da lahko greste v novo kvaliteto odnosa. Za mene prevara, če ni to ljubezensko razmerje. Govorim o prevari, priložnostni, brez čustev, brez izdaje odnosa, ki ga imaš s partnerjem, ni razlog za ločitev. To samo močne ženske, ki so samozavestne, ki se ljubijo in spoštujejo, lahko lažje
prebolijo, če je to prvi partner v tem špilu. Z tega aspekta jaz stvari gledam. Prav, zdaj pa si poglejmo, kje se dogaja največ prevar. Tedensko nas pokliče približno 3 do 5 oseb. Kar se tiče povpraševanja po ugotavljanju partnerske zvestobe, od tega pa približno primer do 2 nekako na 14 dni potem dejansko obravnavamo. Spoznala sva se, hodila nekaj časa, nato sva se poročila in dobila otroka. Otrok še ni shodil, ko se je on strastno začel ukvarjati z novim konjičkom. Vsako jutro je vstal pred sončnim vzhodom in čisto vsako jutro tekel. Prej v življenju ni tekel. Partner, ki išče zunaj nekaj, je v bistvu vsa bolečina, ki je skoncentrirana na noter in ki se dogaja med dvema in kjer pride do občutkov recimo zavrženosti, zamenjanosti, nedovolj dobrosti, v bistvu vseh afektov znotraj, ki se tega odnosa dogajajo, jih začne ta partner, ki so že tako boleči, da jih potlači, jih začne iskati nekje drugje. Na delovnem mestu jih je precej, ker je pač to neko področje, kjer se tudi sklepa razna prijateljstva, pa mogoče malo več. Tako da, ja, čeprav tukaj je potem malo težje preiskovanje, ker tudi druženje nekako na drugačni ravni je znotraj neke družbe, je mogoče težje priti do same ugotovitve. Z otrokom sva bila vedno bolj osamljena, on pa je shujšal in spremenil stil oblačenja. Skrival je mobilni telefon in SMS, ter klice včasih sprejemal ob čudnih urah. Najpogostejši znak je, da jih partner vara, pač kakor so nam iz stranke izpostavljale, je mogoče najbolj tipično skrivanje telefona, skrivanje računalnika, potem večja poraba denarja, večja odsotnost od doma, službena potovanja, nezanimanje pač za pogovore in tako naprej. In kdaj, če lahko rečemo, na nek način je tisti nek kritični moment je dejansko, ko dva začneta govoriti o svojih privatnih življenjih. Se pravi, tam se začne razvijati nek občutek, zelo hitro si ti razumljen. Nekdo drug ti prisluhne, te sliši in tam pride do občutka, se pravi, ki ga začneš pogrešati doma. Ko sem preverila izpisek telefonskih klicev, sem doživela šok. Več 10 klicev in več kot 20 sporočil na dan. Ko sem se z njima hotela pogovoriti, je zanikal. Najela sem detektiva. V večini primerov, lahko bi rekla 90 do 95% je upravičen sum stranke, da se nekaj dogaja, da se dogaja varanje v zakonski zvezi. Ja. Zelo velikokrat se dejansko za vzroke ali pa kaj se pridobi zunaj odnosa, se govori recimo, da ta partner išče neko spolnost. To je v bistvu zelo mitično rečeno in dejansko temu ni tako v največjih primerih. Še posebej takrat, ko gre dejansko za nekako medpartnerske vzroke. Pretežno ženske, čeprav tudi moških je kar precej se obrnilo v teh letih na nas. Starost je nekje 40 do 60 let, v precepu drugače. Jaz mislim, da to neko obdobje, ko otroci že tukaj zrastejo, se zadeve ustalijo, pa mogoče te zadeve začnejo prihajati na plano. Drugače pa nekega limita navzdol ali pa navzgornji se obrnila tudi na nas gospa, ko je bila že čez 70 let stara, pa tudi mlajši. Ja, v studiu Dobre ure je danes zelo živahno. Govorimo o žensko-moških odnosih s pisateljico Azro Širovnik, psihoterapevtko Majo Kusan-Brož in nekdanjim sodnikom, tudi pisateljem Vaskom Poličem. Gospod Polič, prej ste zelo lepo, poetično povedali, zakaj ostajate s svojo ženo. Povedali ste nekaj razlogov, zakaj biti zvest ženi. Zdaj pa mi povejte, kakšni so razlogi za varanje? Torej, za prvo naj dodam, da razlog za zvestobo, kakršnokoli duševno ali telesno, je tudi, da je zakon zelo v redu. Kaj bi hodil v tuja zelja, če imam doma vse to? Ampak vendarle. Za varanje je pa samo en razlog. To je tako zvana telesna ljubezen, ki je sama sebi namen, in če ženska, ki je soproga, zakonska žena, ne pogrunta, kakšne so moške želje, ki so včasih nenavadno široke, in se temu ne prilagodi,
bo on zavil v prvo javno bajto, ampak se bo vračal domov. Če mu pa to rata navada, tudi z ljubicami, pol je pa zakon ogrožen. Pol se pa on ne vrača domov zaradi užitka in tega, kar mu žena poleg svojega dela in kaj dela za njega, ne nudi na telesnem polju, pol bo pa stalno šel k drugim. Psihoterapeutka je želela nekaj dodati vašim besedam. Kaj pa, če bi moški namesto, da pove ljubici, kaj si želi od nje, to povedal ženi? Ja, to je pa težko. Zakaj? Ker on misli, da bo sama pogruntala. On bi rad, da je žena bere misli. Jaz bi rad, da imaš ti 400 položajev. Kaj bo ona rekla? No, povej mi. Kaj bo ona rekla? 400 položaj takih. Bo razmislila. To sem že... Mogoče jih lahko ima 450. Mogoče. Če bila pametna, se bi prilagodila. Vi predlagate, da se čim več pogovarjamo in da drug drugemu povemo, kaj si želimo. Kaj pa, če ti reče, žena, s tabo nočem nobenega seksa imeti, prvič sem bolana, drugič pa si ti en navaden razustnanc, ki bi hotel nenavadne lege, nenavadne zahteve, jaz pa tega nočem več, kaj si mi gabi. Kaj bi pa na to rekla? Če je to ena izmed pomembnih stvari v njunem, se pravi, če nima obema to seks kot tak pomemben, potem imata težavo. Težavo, ja. Če enemu ni toliko pomembno, potem se prilagodi. In kaj jaz kot mačo, če imam tako težavo, naredim? Če vam je seks zelo pomemben, potem boste verjetno iskali. Meni seks ni več pomemben, če se ga dojel v vseh. Če dovolite, bi bila jaz voditeljica te oddaje za individualne terapije, se pa dogovorite med seboj. Šalim se samo, seveda. Na splošno sem mislil. Seveda. Kaj bi mi svetovala? Zdaj imam vprašanje za gospod Azro Širovnik. Gospod Polič je nezvestobo varanje opisal zelo fizično. Mislite, da gre pri ženskah tudi bolj za ta fizičen stik z drugim moškim, ali smo bolj sanjska, metaforična, simbolna bitja, če se sploh to da deliti na ženske in moške svetove? Mislim to, ker je zdaj gospod Polič povedal, da je to v bistvu osnova varanja. Kaj ti spet bom šla na zgodovino, mati, ki je rodila otroke, ki je prinesla do to bogato družino, za katero stoji bogata ugledna familija, je neka ikona. Marija Devica, nedotakljiva. Njej pa res ne moreš predlagati 450 položajev. In to so moški do 100 let nazaj regulirali z odnosom konkubine, kurtizane in to je bilo legalno in to je bilo sprejemljivo. In če berete kitajske knjige, romane, vidite, da poročena ženska prav ne zahaja v ta del hiše, tam je moška družba in tiste ženske. Torej, to je bilo nekako ženskam usiljeno, ampak tiste ženske so pomenile razvrat. Pač streženje moškim fizičnim, biološkim nekim potrebam.